Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bom govoril malo o zavestnem kreiranju. Zavestno kreiranje življenja je v zadnjem času postalo zelo moderno. Vsi želimo zavestno kreirati, zavestno, ustvarjati svoje življenje, zavestno kontrolirati svoje misli. V bistvu tukaj spada tudi pozitivno razmišljanje. Ne me narobe razumeti, vse te zadeve so super, absolutno tudi sam se s tem ukvarjam, ampak tukaj je pač neka zadeva, ki jo moramo razumeti. Zavestno mi lahko kreiramo svoje življenje na nivoju naše zavesti. To pomeni na tistem nivoju, na katerem se trenutno nahajamo. Bom razložil na primeru, ki ga bomo vsi razumeli. Če vas vprašam, v katere delnice oziroma EFT-je oziroma NFT-je, karkoli bi danes investirali, zelo malo od vas bi mi dalo nek, odgovor, ki bi bil resnično podkovan z nekim znanjem, razumevanjem, kaj se dogaja na trgu in tako naprej. To pomeni, na področju vlaganja v neke vrednostne papirje vsi razumemo, da nimamo znanja. In če želimo zavestno kreirati neke delnice oziroma potem razumemo, da moramo dobiti znanje. In popolnoma enako je v našem življenju. Če želimo zavestno kontrolirati naše razmišljanje, se moramo zavedati, da ga lahko kontroliramo samo na nivoju nekega razumevanja, na katerem se trenutno nahajamo. Če hočemo dvigniti to razumevanje, potrebujemo nove informacije, novo znanje, novo razumevanje. Razumete? Zato, ker recimo, če pogledamo vse uspešne ljudi, naprimer Mark Cuban, lastnik Dallasov, vsi poznamo, šef od Luke Dončića, on recimo 3 ure dnevno bere. Warren Buffett, največji investitor vseh časov, on dejansko bere 6 ur dnevno. To pomeni, vsi uspešni ljudje investirajo vase, investirajo v svoje znanje, investirajo ravno tako v svoj coaching in tako naprej, ampak bistveno tukaj je, da ves čas, ko delamo na sebi, ko se razvijamo, dvigamo svojo zavest in na ta način lahko dvignemo svoj nivo, na katerem potem zavestno ustvarjamo. Sam sem naredil pred leti eksperiment, da sem dejansko nekaj mesecev zavestno, če temu rečem, nisem ničesar delal na sebi v smislu, da nisem poslušal nobenih videov motivacijskih, nisem prebral nobene knjige, ves čas sem samo zavestno delal s tistim, kar sem trenutno imel v sebi. Lahko ugibate ali pa vam kar direktno povem, da rezultat ni bil najboljši, moja energija, moj nivo je šel precej dol, ampak v bistvu to je bil nek eksperiment, katerega sem si vzel, ves čas sem samo meditiral, pogovarjal sem se tudi z vodniki, molil in tako naprej. Delal sem na sebi, ampak nisem ničesar novega dodajal v moje življenje. To pomeni, če želite zavestno kreirati svoje življenje, če želite zavestno spreminjati svoje misli, ker v bistvu mi lahko svoje misli spreminjamo samo na podlagi tistega, kar dejansko v tistem trenutku je v naši glavi, v našem razumevanju, na tistem nivoju, kjer se mi nahajamo. In če ta nivo ni dovolj visok, da bi se resnično zgodila neka sprememba, potem dejansko stojimo. In ne samo stojimo, dejansko še nazadujemo, ker ko nimamo ves čas nekega dotoka, novega znanja, novih informacij, da v bistvu, najbolj uspešni ljudje, recimo, če drugega ne, poslušajo svoje videe, poslušajo svoje podcaste. Zelo uspešni ljudje enostavno pripravijo svoj video, pripravijo svoj podcast, pripravijo svojo delavnico in potem jo sami poslušajo. Ker ko ti govoriš v videu, ali pa ko
sami imate isto, bom rekel, izkušnjo, ko date nekomu na svet, to niste samo vi, ampak dejansko postanete najboljša verzija sebe. In seveda super bi bilo, da se v tistem trenutku posnamete, ne, in potem poslušate. In potem bi na tak način sebe ves čas reprogramirali, ne, v pozitivnem razmišljanju, bom rekel, v razmišljanju nekega novega nivoja, v kreiranju nekega novega nivoja. To pomeni, kako dejansko zavestno kreirati, ne, moramo vzporedno delati na sebi, kreiramo, uporabljamo vse tehnike, ne, uporabljamo tehnike pozitivnega razmišljanja, uporabljamo tehnike, da dejansko kontroliramo svoje misli, ampak v bistvu po drugi strani se moramo zavedati, da moramo ves čas delati na sebi, ves čas hraniti svojo podzavest, ves čas v bistvu dodajati novo znanje, nove informacije. To pomeni, da vsak dan vsaj pol ure beremo, vsaj 10-20 minut poslušamo neke nove video motivacijske podcaste, ne, in če tega ne delate v takšni količini, dejansko potem, bom rekel, je na nek način premalo, ne. Nekaj časa nazaj sem poslušal en video, ne, v katerem je dejansko razloženo, da bom rekel, neki povprečni podjetniki letno preberejo 40 knjig, ne. Nekaj časa nazaj sem dejansko poslušal oddajo o tem, kjer je bilo rečeno, da recimo povprečni podjetniki preberejo eno knjigo na mesec ali pa mogoče 2 knjigi, ne? Potem bolj resni podjetniki ali pa, bom rekel, ljudje, ki so na nekem drugem nivoju, ne, preberejo skoraj eno knjigo na teden, ne? Bom rekel, najbolj uspešni ljudje pa dejansko preberejo skoraj 2 knjige na teden. Zakaj? Zato, ker ves čas raste, ves čas dejansko potrebuje nek izziv, ne, za svoj razvoj, za nov način razmišljanja, za to. In potem lahko dejansko dvigneš nivo svojega zavestnega ustvarjanja življenja na popolnoma drug nivo. In tukaj lahko pač primerjate, koliko vi berete, koliko vi se investirate in koliko vi delate na sebi. Upam, da vam je bila ta informacija, da vam je to sporočilo uporabno. Posredujte ga še nekomu, zagotovo lahko komu pomaga in mu spremeni pogled na življenje, pogled na razmišljanje. Želim vam en čudovit dan in ostanite čudoviti.